Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji skokov in Skokcasta, lep pozdrav. Lep pozdrav še z moje strani. Ja, za nami sta dve tekmi v Oberstdorfu, dve tekmi v Poletih in spet imamo za pokomentirati veliko slovenskih uspehov. Ja, tako da... Lahko rečemo, da so naši fanci skakali toliko punce, ne? Toliko uspešno tam dobro punce. Ja, trojne zmage jih ni bilo, ampak... Ja, skoraj toliko punce. Ja, smo navdušeni, ne, sploh na Timijem Zajcem in pa na Žigo Jelerjem. Ja, Žiga Jeler se je res sestavil po tej bolezni, ker imel zelo težave s korono. Pred začetkom sezone in je zaštartal šele kasneje. In zdaj proti koncu sezone pa skače vrhunsko. Ja, kot si omenil, ja, imel je kar hudo korona, ja, pa je, da ni imel celo niti energije, da bi šel po stopnico in tako naprej. Tako da je res lepo, da se je sestavil ravno še pravi čas za poletje in sploh za planico, ne? Ja, to je res, ja. Timi Zajc je pa tako in tako verjetno trenutno najboljši letalec na svetu, ob Kraftu. Ob Kraftu. Zajc in Kraft sta trenutno, mislim, da najboljša dva letalca v obstoju trenutno. Svetovni prvak je pa Lindvik. Ja. Drugi in tretji sta najboljša letalca, so prosti. Lindvik je mogoče malo šenkano. Ja, tudi srečo je treba imeti. Ja. Ja, se pravi, če se kar dotakneva zdaj obeh tekem, na prvi tekmi zmaga za Štefana Krafta, drugi Žiga Jeler, tretji Timi Zajc in četrti Anže Lanišek. Še 5 operacije med 10, če se ne motim. Ja, spet ne, točka pa 70 je bil Jeler za Kraftom. Ja, zelo blizu svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu, ne? Ja, sicer jaz imam neke svoje teorije tukaj, da mogoče, če bi Jeler skočil 207 metrov, če bi Jeler v poziciji Krafta, bi skočil 207 metrov, ne dobil tako visokih ocen, kot jih je dobil Kraft. Ja. Da mogoče malo zmaga na imenu Krafta, ampak tudi zaslužila se je v prvi seriji, ker po najdaljši. Tudi v drugi seriji v težkih razmerah ohranil to vodstvo. Ja, to smo itak že ugotavljali v prejšnjih oddajah, da ime pri sodnikih še vedno veliko pomeni, ne? Mogoče da treba kakšno inovacijo, da sodniki ne vedeli, kdo je naslednji na vrsti, ko skače. Može bo to malo bolj tako, malo bolj pošteno se skupaj. Ja, to ni slaba ideja, da bi recimo v bistvu mogoče sodili nekako anonimno, da ne bi vedeli, koga ocenjuje. Ja, to je mogoče. Fis še enkrat, če gledate. Malo toliko idej, da... Idej pametnih predlogov, pa za zdaj ni boš nič upoštevati, ampak mogoče pa ko grata oboslovna. Ja, se pravi, na tej prvi tekmi odličen ekipni uspeh naših, ne? Te je mogoče Jeler malo presenetil s temi svojimi poleti? Me je, ja. Iskreno sem največ pričakoval od Zajca, Prevca, Laniška in pa Domna Prevca. Prvi pred sem mislil Petra. Ampak je Domna Prevc na prvi tekmi malo razočaral. Je pa Jeler v bistvu zelo pozitivno presenetil. Da me je presenetil. Nisem si mislil, da bo to govorno. Kar ne ohranja tako formo še v drugo sezono, naslednjo. Ja, in tudi na drugi tekmi je potrdil, da ni šlo za naključje, da je res v odlični letalni formi. Ko smo že omenili Domna Prevca, moram omeniti, da je na kvalifikacijah mu uspel res neverjetno polet, nov rekord skakalnice, to krepko, za 4 metre je popravil rekord Tandeja. Je pa potem na drugi tekmi v finalu slabše skočil. Ne bo prišel med 30 v skupnem seštevku, ne bo v finalu planice, ne vedno. Pa Žiga tudi ne, ne? Žiga pa je že. A Žiga pa je že? Žiga je pa zdaj 25. Sem pogledal, da bomo 6 skakalcev nedeljo je. Super. Zdaj Domna Prevc mogoče, tudi če zmaga v planici Domna Prevc, mislim, da pa še vedno za 5 točk premalo. Si že vse preračunal? Jaz sem vse preračunal. Škoda. Škoda. 242,5 je ta nova znamka. Mislim, da bo težko še presečno. Že Domna Prevc, ko je prestal, tako se mi zdi, da najboljšo krivuljo za pristajanje pri rekordi. Zelo nizko in pač z manjše višine pristane. Prežal je, ko bi pristal takrat. Čisto naravno že, ne? Ja.
Upamo, da bojo na planici pa dovoljeni tudi daljši poleti, tudi prek 250 bi bilo super, ne? Ja, kakšen svetovni rekord mogoče? Ja, mogoče hodilo. Ja, 254 metrov, pol metra, da se gre dlje, pa je čisto dovolj. Tako, čisto dovolj. To je, če se malo zdaj naveževa, ravno sem spremljal zdaj med vikendom, je bilo svetovno prvenstvo v atletiki v Beogradu in je švedski skakalec Palico Duplantis za 1 centimeter popravil svetovni rekord, ampak dovolj, popravil svetovni rekord. Ni več skakal, tako da 1 centimeter je dovolj. Ja, to je pol metra dovolj. Pol metra dovolj, tako. Ja, v bistvu treba se mogoče, tudi če se malo navežem na obe tekmi v Oberstdorfu, je bila zelo taka, mi je zdelo malo preveč malo preveč igranje z naleti. Mučkanje z naleti, se reče. In tudi gledaš poleti, ker se da pristajati varno pred 235 metrih, pa gledaš to boljše, ko skače 207 metrov, tudi mogoče ni najbolj pošteno, pa to, da je na isti tekmi mejna odbitka zaradi zgornika, 10 točk pa plus 10 zaradi vetra v hrbet oziroma poklopnika, to je prevelik razpon, da treba še dodelati. Vsaj moje mnenje je to, ampak me je motilo, ko gledaš tam vrhunske skakalce, pa pristajajo pred 210 metrih. Ja, to je... Pa ti pa Finci začetka serije skoči 225. Ja, to je tudi mene zelo motilo, tako da črna pika za Jelka Grossa, to je treba reči. Je bil on v bistvu tisti, ki se je igral z naleti. Zanimivo, ne, ko ga tako čujemo, da je kot so komentatorje, kar kritičen do žirije, to, kad je bil pa samo v vlogi tenčega delegata, pa se nikaj dosti bolj izkazal, ne. Ne, mi smo zdaj mogoče malo nesrana, ampak svedno, ko je on, pač statistično gledano, se mislim, da je vedno neko muškanje z naleti. Ampak lahko smo res tako nesrečamo, da vedno, ko je on tehnični delegat, da so vedno take razmere, da mora muška z naleti. Se ne vemo, kaj se dogaja, ampak... Ja, v bistvu je res žalostno gledati, polete vrhunskih letalcev, ki so komi čez 200 metrov, ne, to je... Radiš, kaj je bil, Heiberg, Eisenbichler, te. So samo pred 200 metri pristajali. Sem videl, da ni še dan prej je sposoben krepko proti 230 skočiti. Trenutno najboljši letalnici? Ja, verjetno, to je tu nekje s Kulmom. Tu nekje s Kulmom, ja. Se koliko pa je letalnic? To samo 4, ne? Ja, Kulmom, Oberstdorf, Vikersen. Pa Planica, ne, Hara, ko je bilo 5, pa ni več. Podrtija zdaj, ja. Tako da, ko smo zadnjič govorili, da bi moralo biti več tekem v poletih, v bistvu jih nima biti kje, ne? Ja, lani bi vseh 5 prizorišč imelo v eni sezoni, da, vsako sezono. Ja. To bi šlo. Eno tako po novoletni, potem ena recimo tam po svetovnih prvenstvih, pa še ena, pa bo še 2 v koncu sezone, tako. Ja, pa če do začetku sezone ima lahko kaka zdaj, ne? Ja, ja, pa tudi moraš se naprej tudi po moje skakalci pripraviti na polete. Ne moraš iti na suho na polete, kako ne izraža. Edin domov prej, samo lahko gre. Ja, druga tekma je malo obrnila vrstni red na vrhu, ne? Na srečo, nimamo nič proti, gledam tudi, da je Timi Zajc zmagal. Je bil pa edini na stopničkah. Samo ena stopnička. Ja, katastrofa. Katastrofa, polom slovenskih skakalcev. Drugi je bil Žina, tretji pa Kraftna. V bistvu tretje mesto, tretje in prvo mesto se je izmenjala, drugo pa je novo obraz na drugo mesto bil. Na tej tekmi je Žiga Jedro spet za malo zgrešil tokrat po stopničke, ne? Ja, ampak mislim, da mogoče kakšna napaka je v prvi seriji, je bil v bistvu šele 11 v prvi seriji, pa je res za odličnim skokom napredoval za 7 mest. Zanimivo, hotel sem še povedati, da so bile zelo majhne razlike za polete. Jaz se ne spomnim, da je bilo nazadnje med prvim pa 14. manj kot 15 razlike v poletih. To je bilo res, se je dalo še marsikaj napredovati, kar je tudi dokazal in Timi Zajc in Žiga Jela, sta oba napredovala.
Ja, to je po eni strani kaže na izenačenost letalcev, po drugi strani tudi so razmere tukaj imele tudi velik delež pri tem, da se nekdo ni odlepil. Ker mislim, da če so razmere nekje približno stabilne, enakovredne za vse, mislim, da trenutno sta Zajec pa Kraft kar precej pred konkurenco. Jeler požila skačeta Zajcu v zelje. Tudi zanimivo je, da je tim Zajec dosegel svojo drugo zmago in prva zmaga ima prav tako iz Oberstdorfa iz letalnice. Prvič je zmagal na istem prizorišču, mislim, da 3 leta nazaj. Pa isto je napredoval iz 6. 7. mesta takrat in zdaj. Očitno je v Oberstdorfu leži. No, ampak mi verjamemo, da bo na Planici dodal še kako zmago, ne? Ja, upamo. Vse ekipno nam pa res ne bi smelo uiti. Ja, lažje je zdaj reči to, kot da oni naredijo. Tudi nam je lahko, morajo zmagati. Na stolčki lepo sediva, pa ne znava, kaj mora narediti. Ampak ja, pričakujete zmago, sigurno, ekipno. Pa tudi posamično, edino Kraft prežila, pa mogoče še kakšni Norvežani, če se prebudijo. Drugo so pa spet Slovenci, drugemu lahko Slovenci speljejo zmago. V Planici verjetno razširijo državno prvenstvo z Avstrijci in Norvežani. Sploh, ko bo 13 naših skakalcev. Tako da, če ne bo 3 zmag, ne pridemo na Planico naslednje leto. Tako. 3 zmag v petek, v soboto in nedeljo, pa še kvalifikacije ne zmaga en Slovenc. Upam, da ne zahtevamo preveč. Ja, čisto realno pričakovanje. So nas kar lepo razvadili, in skakalke in skakalci letos. Če bi mi tale podcast delala, recimo tam 2-7, 2-8 v teh sezonah, pa bi navijala, da bi bil vse Robi Kranjec v finalu, ker je bo edini, ki je takrat med točke skakal, bi bilo drugačno vzdušje. Verjetno res, ja. Mogoče pa več ogledala, ker bi se bolj jezila, verjetno. Ja, tudi res. Kaj še reči o tej drugi tekmi? Tudi malo slabši mogoče ekipni dosežek naših, potem je bila večina naših nekje od 10. do 20. 11. do 20. Ja. Ampak je bila pa zmaga, je bila pa pika na i. Tako je pa, pika na i, ki smo jo poiskali v prejšnji tekmi. Je pa še pomembna informacija, a smo imeli to, da se je Zajec izenačil s Kraftom v skupnem sistemu za Baleka. Pa tudi mislim, da so v bistvu Slovenci v pokalu narodov samo še, mislim, da 65 točk odstranjeni od 3 Norvežanov. Ker Norvežani so skakali katastrofalno ta konec tedna. Tako da to bi pa v Planici lahko našli, nadoknadili sploh, če bo ekipna zmaga in če bo še pokal. V Planici bi znal biti forfakt nevaren. Zdaj, mogoče se še kakšen Graner odzbudi, drugih pa ne vidim. Lindvik mogoče. Ampak Lindvika tudi ni bilo v finalu v Oberstdorfu, ampak verjetno je bil žrtev razmera. Nisva še omenila, da je Tande se odločil predčasno končati sezono, tako da ga že na tem prizorišču zdaj ni bilo in tudi v Planici ga ne bo. Tako da se že neki novi Norvežani kažejo, recimo Hegli je bil dober na prvi tekmi, včeraj tudi še en dobi točke, Björnsen, oziroma Björnk, nekaj takšnega. Tako da tudi neki novi obrazi prihajajo. Omenil si skupni seštevek, letos se Soda podeljuje tudi poseben globus za polete. To so vsak leto, ko so poleti. Če je dovolj tekem, letos jih je dovolj. Bila je tudi kakva sezona, ko mislim, da niso podelili, ko so bili so 2 tekme. Mislim, da se tudi, ko so bili samo 2 tekme, nisem bil pripričan. Zadnje leto mislim, da se takratni, ko je korona predčasno končala sezono. Tudi možno, takrat se ni podeloval globus poleta. Zdaj sta Zajec in Kraft sta izenačena, imata 180 točk oba, 160, tako pa 3. mesto.
v tej bitki se pa v bistvu realno samo še Žiga Jedar pa Piotr Žila. Piotr Žila, tako. Lanišek je peti, ampak že veliko zastaja. Ja, sploh zaradi včerajšnjega 15. mesta. Ampak še vedno so razmerno dovolj visoko, ampak mislim, da bo realno med Kraftom in pa Zajcem. Ja, pa za tretje mesto med Žilo in Jelarjem, tako da upamo, da tudi dva naša na koncu na stopničkah. To je bilo tudi super, super, da se sezona konča v stilu, v slogu. Mogoče še to omeniva dva kar velika skakalca, ki sta zaznamovala zadnjih desetletij, mogoče še kaj več svetovnega pokala. To je sigurno še kaj več. Ja, tako, sta se poslovila zdaj v Oberstdorfu, da Ito si omenil, pa tudi Richard Freitag. Oba dva nista našla v letošnji sezoni več tiste stare forme, sploh Freitag. Freitag se je lovil že, mislim, da že 4-5 let mogoče, ne že kaj več. Spomnim se ga, v eni sezoni je bil celo dosti blizu, da ga osvojil na letnem turneju. Ja, pa tudi Globusa je bil, mislim, da blizu, velikom kristalnemu, ne? Tudi pa mislim, da ne. Mislim, da nisem bil celo pripričan. A bo od takrat naprej pa mislim, da se ni potem sestala več tako formalno. Je pa, moram temu rečemo, Freitag pa Freund sta bila, iščem strokovno besedo, contemporaries, ko se to reče po slovensko, sta delovala v istem časovnem obdobju. Približno. Sodobnika. Sodobnika, to. Tako da to je že ta generacija, ki se zdaj počasi poslavlja. Ito je pa še nekoliko starejša. Če zdaj pomislim nekako nazaj, v bistvu te izmed zelo stare generacije, ko so začeli skakati pred 2000, mislim, da ostaja samo še Aman. Pa Kasaji, ki se še noče uradno popiti. Kasaji ni v svetovnem pokalu, ampak se bo letos pa blizu 50, ali Mislim, da je celo že 50. Aman je komaj 40, pa še 10 let. Ja, ima še dolgo kariero pred sabo. Ja, v bistvu res samo še Aman. Še Aman ostajajo te, ja. Če se postavljajo že taki kot so Freitag. Ja, potem. Ena ero je Aman preskočil. Ko bi rekel Balašević, prihajajo neki novi klinci. Pa dobro, da je veliko teh novih klincev v Slovencev, pa da so dobri. Ja, to nas pa posebej veseli. To je, da najstarejši pri nas je pa Peter Prevc, ki še nima 30. Ja, včasih kar pozabljam, kako mladi so recimo še Zajc, Kos. Zajc pa Kos, tudi Lanišek. Tudi Lanišek, ne zadnje. Tudi Cene Prevc se moramo ga dotakniti, je v gostju malo slabša predstava ta vikend. Ampak upam, da se v Planici sestavilo, mogoče pa samo ne leži tale letalec v Oberstdorfu. Ja, nekako v Planici vsi Slovenci skačejo dobro, že tradicionalno, vsaj ta zadnja leta. Tako da jaz nekako pričakujem od vseh teh naših prvokategornih, bomo rekli, teh prvih 6. Dobre skoke, če se bo še kdo priključil, pa to boljše. Sigurno se bo, če bo 13, sklepamo, da bo Semenič zdraven. Ja, vedno zaživi v Planici, imam čutek. To vsi naši zaživijo v Planici, celo sezono ni nikjer. Pa ali na Poletih ali pa na Planici se pa prebudijo. Tepež pa Semenič se mi zdi, da tudi je precej podobno. Recimo Tepež je bil tudi podoben skakalski. Se je lovil celo sezono, pa v Planici je pa vedno eksplodiral. Ja, recimo je res, Dobro primerjava. Strokovna. Ja, Planica se bliža, To je pa zdaj pa res zadnji, ne samo vrhunec sezone, ampak zadnji dogodek sezone. Zaključek svetovnega pokala. Spremljamo bomo v petek je posamična tekma, soboto ekipno, nedeljo pa posamična s 30 najboljšimi v celotni sezoni. Ja, tradicionalna tekma, zaključek svetovnega pokala. Nekaj takega je recimo Zoran Zupančič rekel, da je pogrešal pri ženskah, eno tako tekmo, ki bi res zaključila sezono. To še manjka. Lahko je tudi v Planici, recimo, ne na letalnici, ampak na sosednji napravi. Bi lahko bilo. Ne vem zakaj ne. Pa lahko tudi konec marca. Isto časovno. Če eno vprašanje vam zate, misliš, da bo osvojil
velikih kristalnih globov z Geigerja Kobayashi. Ja, tega se še res nismo dotaknili. Zanimivo, zdaj trenutno deluje, da ga bo osvojil tisti, ki bo manj povprečen, ne? Oba sta v kar malo mizerni formi letalni, bi se rekla. Oba se držajo na repa deseterice. Tako, ja. Kar za nekoga, ki se neposredno boji za globus, nismo ravno vajeni, ne? Ja, niso spet slabi rezultati, ampak glede na celotno sezono za njih dva so slabi rezultati. In zdaj, če se bo tako nadaljevalo tudi v planici, je to velika prednost za Kobayashija, ker če bi recimo skakala na prvo, drugo mesto 60 točk ni tako veliko, če pa skačeš na 9, 10, je pa 60 točk veliko, ker se jih toliko manj podeljuje. Recimo, če Kobayashiju, če je četrti, pa recimo, če Geigerju se ponesreča, in je končala recimo na 10. 11. mesto, pa je to takoj, skoraj 40 točk vrednosti. Recimo, malo pretiravam, pa 30 recimo. Ja, mislim, da je Kobayashi kar velik favorit, 60 točk dobrih 60 dni, spet tako veliko za dve tekmi, ampak na meni je tako vrhunski formi, da... Če bi Geiger zdaj blestel pa zmagoval, potem bi bilo neke možnosti še, ne, ampak... Ker recimo, če se spomnimo tega dvoboja Prevca pa Freunda, ne, takrat je bil Prevc res v zmagovalni formi in je nadoknadil veliko proti Freundu. V bistvu vse, ampak bilo zaradi drugih razlogov premalo. Mislim, da je imel dve tekmi pred koncem več kot 100 točk zaostanka, se mi zdi. Nisem pa prepričan, mislim, da ima več kot 100 točk, ki je nadoknadil. Mislim, da prvo tekmo je zmagal, Freund je bil 7 ali 8, pa je že to nekje 60 točk, mi zdi, blizu. Drugo tega je bilo tudi isto, ne? Ja, zrelo zmagamo, ne, takrat. Ne, Peter Prevc je bil drugi na drugi. Drugi tekmi, ja, tako. Ne, Tepež ga je prehitel. Ja, Tepež ga je prehitel. To je tema za enkrat drugič, zdaj ne bolj pozne ure, druga prizorišča. Ja, tako da, ja. Tako da, če bi moral staviti, no, bi stavil na Kobayashija, no. Kaj pa ti? Tudi mislim, da bi Kobayashi mogel obraniti te 6 točk prednosti. Edino, če Geiger pride v tako formo kot recimo decembra 2020, ko pa so se pravko po letih, potem mogoče Kobayashi bo strašil, ampak zaenkrat mislim, da če bi mogel Geiger premagati Krafta, Zajca in še vsaj 5 naših, da bi lahko zmagal. Kar pa je zelo težko. Ja. Pa tudi Kobayashi mislim, da je zdaj že toliko izkušen, da ga ne bi smelo zmesti, če bi recimo Geiger na eni tekmi mu precej odskočil, ga to ne bi verjetno dekoncentriral preveč. Pa zdaj meni deluje, da sta oba malo nervozna in da sta oba malo v strahu, da noče neke orok napake narediti, ampak potem tudi mogoče malo napako naredita, tako malo zaradi samega straha. Zaradi straha, da bi naredila napako, jo naredita tako majhno, da se drži to deseterice, ampak niste pa blizu najboljšem. Vemo pa, da je pri skokih vsaka minimalna napaka že lahko meja med zelo dolgim in ponesrečenim skokom, ne? Ja, minimalna napaka bi jaz rekel, da mogoče 10 metrov vzame, ne? Kar je pa kar veliko. Ja, na letalca. Če je kakšna huda napaka, pa potem, ja. Ja, tako, ne bo čim manj napak naših, ne, v planici. Geiger pa Kobayashi pa ne se zmenite, da bo. Tako. Ja, lahko delate napake, kjer jih hoče, meni mislim vseeno trenutno. Lahko napoveva, da bo globus osvojil tisti, ki bo imel več točk. Tako. Ali pa več zmakov v enakem številu točk. Tako. Mogoče bi to malo več zmakov, moram priznati, da ne vem. Mislim, da bo Kobayashi več zmakov. Okay. Ja, ampak mogoče, ker je Boneš drugi, bo novo pravilo in bo stara 2 globusa. Mogoče bi bilo že takrat, ko je bil Freund, pa je šlo njim uprit, pa ni bilo treba spreminjati. Malo moramo tako imenovane nemške kuhine. Tudi treba videti, da bo več gledal. Kaj se delamo za gledanje? Dobro, mislim, da smo zdaj povedali, kar so imela. Tako da, zdaj še zadnjič v okviru redne sezone se bo oglasila potem po planici. Po planici, ja. To bo enkrat naslednji teden. Tako, in takrat se ponovno vidimo, tako da uživajte v poletih, v planici in se vidimo. Lep pozdrav in nasvidenje. Nasvidenje.